Dober večer. Dober večer. Jure, danes vas kar nekako ne spustimo z odra. Že več kot eno leto dni veste, da boste nastopili na Zasavcu leta, zdaj pa še nominacija. A imate zaradi tega danes pred glasbenimi točkami kaj več treme kot ponavadi? Ja. Pa vas je sama nominacija za Zasavca leta presenetila? Ja, tudi. Nominacije podelimo ljudem, ki so v preteklem letu dosegali izjemne dosežke. Na kateri svoj dosežek iz leta 2024 ste pa vi najbolj ponosni? Ja, težko bi zdaj samo enega izpostavil, bilo jih je več. Rečemo Orle, ki smo praznovali 35 let in je bilo to najlepše in najboljše leto Orlekov. Mi smo 34 koncertov po celi Sloveniji, tako da je bilo res zelo luštno. Pa se vam je kak koncert še posebej vtisnil v spomin v celotni karieri Orlekov? Lahko rečemo Kino Šiška, ne? Vsake 5 let in je divje zelo. Omenjeno je že bilo, da sodelujete v več glasbenih skupinah. Mogoče najbrž veste, koliko jih je vsega skupaj? Približno 10. Kdaj pa spite? Spim dost, ni problema. Glasbeniki lahko zjutraj počivamo. Okay. Kako usklajujete vse te obveznosti? Najtežje je usklajevati z mojim bratom Mitjetom, ki je nekje tle, ki je menedžer od Orlekov in to je najtežje, ne? Njega prepričati, da imam jaz nekje druge že koncert. Drugo pa gre nekako. Drugo pa nekako pol zlaufa. Ja, včasih sem žalosten, če kam ne morem iti. Naprimer, jutri bi mogel nastopati v Budimpešti, ampak imam že v Laškem v knjižnic nastop. In žal sem mogel pol odpovedati Budimpešto. Definitivno ste si prav prioritete postavili. Jaz sem želel spremeniti, ampak ni šlo tako. Kako sta se pa našla z Niko Zore, s katero danes skupaj nastopata? Ja, ona je bila nek skrivnostni gost moj pred leti na Polšniku in ja, je se tako dobro obnesla, sem rekel, z njo morava pa še nekaj več narediti. Tako da zdaj igrava po couch festivalih, ravno v nedeljo se je zaključil, imela sva 5 koncertov, tako da morate začeti tudi v Zasavju organizirati couch festivale, tako da boste zelo uživali. Lani ste se, kot ste povedali v pogovoru za Savus, pri svojih rosnih 30 plus neki podlage prijavili na svoje prvo glasbeno tekmovanje. Odkot je prišla ta odločitev? To je bilo v Italiji, ne? Ja, čist sem bil depresiven, ne? Januarja, februarja sem še zbolel. Ko sem prišel od Zasavca leta, drug dan sem še igral, pa je bilo pa konc. Tako da, in pa sem rekel, nekaj moram narediti in slučajno dobim na mail, da se lahko prijavim. In cajta je bilo dovolj, tako da sem se pač prijavil. Iz dolg cajta, no, tako. Kako ste se pa uvrstili? Ja, dober. Dobil sem srebrno priznanje za, ne vem zdaj točno, za jazz in pa za, oni pravijo, nek virtuozo, solo virtuozo, tako nekako, ja. Zdaj pa slišati je bilo, da zlato so vam pa odnesli Kitajci. Vse. Zakaj so ravno oni tako dobri harmonikari? Ne vem, hitri so, pa ne vem, dobri so, očitno. Ja. Očitno. Kaj pa vas najbolj navdihuje pri vašem ustvarjanju? Ja, ne vem, pač težko rečem, kaj me navdihuje. Nimam ideje, pač ne vem. Ne vem, se sprehajate po mestu, pa vidite nekaj, pa si rečete, aha, v telem bi bil pa dober komad. Ne. Ni, to pride, ko igraš klavir in igraš nekaj, ko že poznaš, pa pol kaj fališ in si rečeš, vse to je pa dobro. In potem začneš razvijati temo. Zdaj, kot vidimo, vi ste seveda virtuoz na harmoniki. Harmoniko ponavadi bolj... Ja, nekaj ste hoteli reči? Ja, to besedo nerad slišim, pa vse posod jo ponavljajo. In ja, ker pol, če to rečeš, pol res mislijo, da
ne vem kaj. In ja, pa imaš še večjo tremo. No, ampak v vašem primeru je pa zaslužena vsekakor. Je zaslužena ta beseda v vašem primeru, vsekakor. Jaz mislim, da ne, ampak okej, če želite. Okej, no, dajva se strinjati, da se ne strinjava. Kitajci bi lahko bili to. Ok, no, še eno vprašanje. Harmoniko ponavadi bolj povezujemo z narodno zabavno glasbo. Kako se pa po vašem mnenju harmonika umešča pa v sodobno glasbeno sceno, popularno glasbeno sceno? Jaz mislim, da je dovolj že vse posod, tako da ni več ta problem, da je to samo narodno zabavni, ampak zdaj slišiš v pop glasbi v vseh zvrsteh že, ne? Tako da ja, jaz sem vesel, da je vse posod zraven, ne? Da zdaj lahko tudi jaz imam 10 bendov, enega rockerskega, enega pa tango, na primer. Aha, kakšne žanre pa igrate s temi raznimi bendi? Ja, vse živo, tako. Od popa snemam tudi za Flirte, sem snemal, na primer, Orleki smo nek, kaj bi rekli, etno-rock. Tango, imam svoj tango band tudi. Mimogrede reklama, če ne veste, kam za Valentinovo, 14. februarja v Piran, gledališče in pa 15. dol pri Ljubljani, tako da, evo, pa še razne druge zasedbe so. No, Jure, za vaše neumorno, neutrudno ustvarjanje in za vse ostale dosežke seveda iskrene čestitke in čestitke za nominacijo za Zasavca leta. Hvala lepa.